Вечно запит, покрашена дежила, Бог живи в словенский світ. Брате все, карна се, сина совіче матере. Брате все, карна се, сина совіче матере. Совіче матере. Живір си народи, ки хрепни дочакат дан. Да кодер сонце ходи, препiri світа попрегнан. Даруй, як прост посак, не вракле сосед помияк. Даруй, як прост посак, не вракле сосед помияк. Не сосед помияк. Malo več glas, Petrica. Radost od Boga jedina hčerka ti Eliziska, tvoje hramena stopinja vodijo božanstvena, tvoji čari časa teku so pregnali kruto noč. Človek spet obrat človeku, kodrva je tvoja moč. Tvoji čari časa teku so pregnali kruto noč. Človek spet obrat človeku, kodr se tvoja moč. Projde še lahko, doktora se vezijo, živka tveta moja Bog, higliš najne fajlika, tvojca brmide vik, kozi vodeš prekmetaj, ale veš odvede prede, podaj zavte firmaj, tvojca brmide vik, kozi vodeš prekmetaj, ale veš odvede prede, podaj zavte firmaj. Najlepša hvala magistri Alenki Gotar za obe vrhunsko zapeti himni. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni slovenski demokrati in demokratke, dragi prijatelji, dobrodošli v vsakoletnem medsebojnem druženju občinskih odborov SDS ob Ljubljanske regije. Skupaj smo se zbrali ne samo člani, ampak tudi simpatizerji Slovenske demokratske stranke iz naše velike osrednje slovenske regije. Dovolite mi, da v naši sredi najprej pozdravim naslednje, če smem tako reči, glavne goste, ki so se prav danes vzeli čas za vse nas. Lepo pozdravljam gospo Romano Tomc, poslanko v Evropskem parlamentu. Prisrčno pozdravljam gospo Alenko Forte, kandidatko SDS za poslanko v Evropski parlament.
Lepo pozdravljam tudi gospoda Davorina Kopšeta, tudi našega kandidata za poslanca v Evropski parlament. Prav lepo pozdravljam tudi vse poslance Državnega zbora Republike Slovenije, naše stranke SDS. To je gospod Alenko Jeraj, gospoda Jožeta Tanka, gospoda Andreja Šircla in gospoda Borisa Doblekarja. Najprej pa bi k besedi povabil prvega organizatorja in glavnega krivca, če smem tako reči, za današnje druženje, gospoda Tomaža Deželaka, predsednika in glavnega motorja občinskega odbora SDS Domžale. Prosim. Lepo pozdravljeni, hvala lepa, ker ste prišli v takem številu, kljub malo slabšemu vremenu. Na začetku bi se rad zahvalil magistri Gotarju, odlično je tole zapela. Jaz predlagam, da ji damo še en aplavz, no, če se strinjate. Potem pa, lejte, jaz ne bom predolg. Jaz vam želim vse naj v Domžalah, da se podružite, da vam bo ta dan ostal v spominu in da Bog dal, da se vidimo naslednje leto spet pri nas. Najlepša hvala. Hvala, predsednik našega odbora SDS. Čas, ki je pred nami, tudi pred Slovenci, je čas boja. Čas boja za ohranitev našega ugodnega položaja v svetu. Boja za Evropo, za kakršno smo glasovali na referendumu leta 2003. Za Evropo, evropske civilizacije in kulture, utemeljene na 10 božjih zapovedi in razsvetljenstvu. Na oder bom kmalu povabil, zdaj bi pa vseeno rad nekaj besed povedal. Romana Tomc je izkušena poslanka v Evropskem parlamentu in članica Evropske ljudske stranke, ki pripada Slovenska demokratska stranka. V Evropskem parlamentu je članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, članica preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkov in davčno utajo, ter nadomestna članica odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Gospo poslanko Evropsko Romano Tomc, prosim za nekaj besed tukaj na odru. En aplavz. Hvala lepa. Prav lep dober dan, lep pozdrav vse članice in člani Slovenske demokratske stranke, seveda tudi vsi simpatizerji, predvsem vse prijateljice in prijatelji. Večkrat smo se že videli tukaj in če bi sodili po današnji udeležbi, bi lahko rekli, da Slovenski demokratski stranki pa se ni treba bati za to, ali bo udeležba na letošnjih evropskih volitvah dovolj visoka ali ne. Kajti mi seveda se zavedamo, da je iti na volitve ne samo naša pravica, ampak na neke vrste tudi naša dolžnost in naša priložnost, da pošljemo tudi sedaj, ko je ta priložnost, v Evropski parlament tiste ljudi, za katere mislimo, da bodo najbolje zastopali naše interese. Slovenska demokratska stranka se je letos odločila, da nekako oblikuje našo skupno evropsko listo za evropske volitve s sestrsko stranko, Slovensko ljudsko stranko. To je pustilo, bom rekla, odprtih ust in ušes vse medije, pa tudi naše politične nasprotnike. Kajti popolnoma smo jim zaprli usta s tem, ko nam kar naprej očitajo, da Slovenska demokratska stranka ni sodelovalna, da smo izključevalni, da se ne znamo povezovati.
ravno nasprotno. In s to listo smo dokazali prav to. Seveda si želimo, da bomo na naslednjih volitvah dobili vsaj 4 poslance. Danes imamo v Evropskem parlamentu 3 poslance, samo Slovenska demokratska stranka, kar je seveda, v bistvu smo edini, ki imamo več kot enega poslanca od vseh strank. In od 8 slovenskih poslancev jih kar 5 pripada Evropski ljudski stranki. In če drugega ne, poleg tega seveda, da smo kar po nekaj akcijah prepoznani, tudi tisti poslanci, ki smo bili zdaj že aktivni v Evropskem parlamentu, nas poznajo potem, da nas dajo vedno za vzgled, da imamo najboljši dosežek med vsemi v Evropski ljudski stranki, med vsemi državami. Seveda si želimo, da bomo takšen rezultat ohranili še naprej in kot rečeno, pričakujemo vsaj 4 poslance iz naše liste. To bo seveda za nas odličen uspeh in verjamem, da smo ga skupaj pripravljeni in zmožni doseči. Da smo zelo resen, najboljši nasprotnik, ki se ga pravzaprav vsi bojijo, kažejo tudi vse te akcije, ki jih danes doživljamo vse okoli nas. Mediji, bom rekla, zelo, zelo odkrito podpirajo, da ne rečem celo kandidirajo na evropskih volitvah, ampak mi jim bomo skupaj z vami dokazali, da znamo in zmoremo več. Zdaj pa vseeno, ker smo tukaj danes 3 kandidati za ta evropska mesta, tudi Alenka in Davor sta z mano, bosta potem predstavila svoje delo in svoje poglede na razvoj Evropske unije. Dovolite vseeno nekaj besed, čeprav sem mislila, da mi bo voditelj pravzaprav skoraj vzel vse, kar imam za povedati. Nekaj o mojem delu, vendarle v teh 5 letih se je ogromno tega nabralo, ampak sprašujejo nas vedno po nekih naših dosežkih, na katere smo najbolj ponosni. In izbrati smo morali 2, 3 dosežke in jaz sem izbrala 3 dosežke, ki vam jih želim zelo na kratko predstaviti. Kot rečeno, delovala sem v odboru za zaposlovanje in socialo in če sem zdaj malce rekla kritična do svojih konkurentov, ki tudi konkurirajo na evropskih volitvah, kar naenkrat so se vsi začeli ukvarjati z zaposlovanjem, socialo, skrbjo za prekarne zaposlitve, za upokojence. Ampak veste, ne v tem mandatu, ne v prejšnjem mandatu, nikogar od njih nikoli nisem videla v odboru za zaposlovanje. Oziroma v tem mandatu, v prejšnjem pa vem, da jih ni bilo. Tako da ukvarjala sem se večinoma s problematiko mladih in nadzorovala sem največji evropski projekt zaposlovanja mladih. Pregledovala sem, kako se evropski denar porablja po posameznih državah, članicah, po vseh 28, med drugim tudi v Sloveniji, kjer pa sem kot poročevalka naletela na eno zelo neprijetno okoliščino in to je, da je Slovenija dobila iz tega sklada najmanj sredstev od vseh držav članic. Seveda boste največkrat slišali, da skušajo vso krivdo za vse, kar se slabega zgodi v neki državi, zvaliti na Bruselj. Bruselj je kriv. Kako bi vi, gospa Tomc, pripomogla k temu, da nam bo Bruselj dal še več denarja? Težko, saj še tistega, kar ga imamo, ne znamo uporabiti. In to se je zgodilo tudi pri zaposlovanju mladih. Sicer je bil pa to en krasen projekt, še danes teče, vreden 8 milijard evrov, to je skoraj toliko kot naš proračun, malo manj, ampak toliko denarja je Evropska unija namenila za zaposlovanje mladih. Upam, da bomo v naslednji perspektivi uspeli biti malo bolj učinkoviti pri črpanju teh sredstev. Drugo področje, na katerega sem ponosna in ga zdaj že kar imenujem pregovorno boj malih proti velikim. Vedno nam očitajo, vas je malo, 8 vas je, kaj pa lahko naredite? Pa Slovenija je tako nepomembna, pa saj vas tam nobeden pravzaprav sploh ne jemlje resno. A ne, ni čisto tako. Toliko nas jemljejo resno, kot imamo osebne kredibilnosti med 751 poslanci.
In jaz lahko rečem, mogoče jih 751 res osebno ne poznam, ampak veliko večino pa. In z veliko večino se dobro razumem. Kar je pripomoglo tudi k temu, da so me podprli pri projektu, kjer sem opozorila Evropsko komisijo na nedopustno dejanje, ki ga je naredila Avstrija, ko je našim otrokom, 10 000 slovenskim otrokom, zmanjšala otroške dodatke. Na začetku so bili seveda vsi presenečeni, kako si mi to sploh drznemo. Avstrija se je uprla, bila sem skoraj na prvih straneh skoraj vseh avstrijskih časopisov, naših pa ne, recimo, ki bi me podprli v tem mojem boju. Avstriji je na pomoč priskočila tudi Nemčija, ki jih je podprla v odboru za zaposlovanje. Ampak jaz sem pa dobila na drugi strani veliko tistih, o katerih sem prej rekla, da jih lahko pokličem, da se z njimi lahko pogovorim, da jih navdušim za svojo idejo, so mi podpisali soglasje oziroma me podprli in zadeva je romala na Evropsko komisijo. Evropska komisija je odločila, da gre za nedopustno diskriminacijo in Avstriji poslala opomin. Avstrija zdaj je v procesu, ta postopek se še ni končal, sledi še en opomin, če ne bodo spremenili svoje zakonodaje, in potem kazen. Kazen pa je lahko tudi takšna, da bodo morali Avstrijci pač tem otrokom, ki so bili prizadeti, vrniti vse, do česar so bili upravičeni, pa niso dobili. Jaz mislim, da je to, da bolj konkretnega dosežka, pravzaprav, ki bi ga lahko nekdo za svojo državo dosegal, že si kar težko predstavljam. Tretja zadeva pa je nekaj, kar mi so naši mediji učitali kot špecanje države v tujini. Odprla sem debato in v bistvu nekako dosegla, to je namreč zelo zakompliciran postopek, da se je pranje denarja v Novi Ljubljanski banki obravnavalo tudi v Evropskem parlamentu na tem odboru za preprečevanje pranja denarja. To je zelo dolg postopek, zelo naporen postopek. Anže Logar mi je pri tem pomagal, dobila sem vso dokumentacijo, ki jo je treba priložiti in seveda tam je bilo nedvoumno ugotovljeno približno enako kot na našem odboru v Državnem zboru. In potem je predsednik odbora rekel, no zdaj pa Slovenija, naredite nekaj na tem. Imate vse institucije pravne države, pravite, da ste pravna država, zdaj pa naloga tukaj je pred vami, jo boste opravili, jo ne boste opravili. To je gospod, zelo ugleden poslanec, ki je bil predsednik tega odbora iz Nemčije in se zdaj po nekaj mandatih poslavlja. In ravno zadnjič, ko sva govorila, me je vprašal, ti kako pa kaj potekate pri vas, tisto, kar smo se takrat pogovarjali na odboru, sem rekla, ne duha, ne sluha. Vse je poniknilo nekam, rekel, ne morem verjeti, ampak več od tega pravzaprav ne more. On kot tak ne more narediti, Evropski parlament je svoje opravil. Vsaka normalna država bi nekaj tukaj naredila, ampak Slovenija očitno ni v tej fazi, da bi bila normalna država. In ko mi očitajo, da svojo državo v bistvu špecam v tujini, da povem, kaj je pri nas narobe, in povem nazaj, da jaz v Evropskem parlamentu zastopam vas, zastopam ljudi, zastopam tiste, ki so bili oškodovani zaradi bančnega kriminala in zaradi tajkunov, ki so bili v bankah, in ne zagovarjam bančnih kriminalcev. In če kdo to misli, in med mojimi so kandidati za evropske volitve, so tudi taki, ki mislijo natančno to, da je treba zagovarjati bančne kriminalce in tisto, kar je slabega v Sloveniji, skrit pod preplogo. Tega pri meni ne boste doživeli. Ostala bom, če bom dobila priložnost, da še enkrat pridem v Evropski parlament pri podobnih temah, jo bom pa nadgradila z najmanj eno, ki se mi zdi zelo, zelo, zelo pomembna. V zadnjem času smo se več začeli pogovarjati o tem, kako se Evropa stara, kako je problem demografija, kako so pokojnine slabe, kako pokojninski sistemi razpadajo. Ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah. Ampak v Sloveniji je to še
posebej velik problem. In ker je to še posebej velik problem in ker je to tudi moja tema, s katero sem se ves čas ukvarjala, želim, da se tudi na evropskem parketu o tem več pogovarjamo in da dobi evropska raven večjo pristojnost. In to samo z enim namenom. Ne zato, ker želim, da se Evropa bolj vtika v naša življenja, ampak zato, ker želim, da takšne države, kot smo mi, kjer vlade ne naredijo dovolj za to, da bi zaščitile svoje upokojence, da bi jih poklicala na odgovornost, da bi jim predpisala minimalne standarde, ne maksimalne, minimalne standarde in da bi pravzaprav nadzirala, ali država oziroma vlada res dela tisto, kar govori. Ker zaenkrat pri nas poslušamo samo to, kaj bomo, kako se bo spremenilo, kaj imamo v načrtu in kaj smo zapisali v neke dokumente. Zgodi se pa nič. In to področje pokojninsko je eno izmed tistih, s katerim se mislim bolj poglobljeno pogovarjati in ukvarjati. Ampak tega ne bom mogla narediti, če ne boste vsi vi, vsi vaši prijatelji, od prijatelji vedeli, da je 26. maja za nas vse, za Slovenijo zelo pomemben dan. Ker to niso samo evropske volitve. To so več kot evropske volitve. To bo pokazatelj, da Slovenska demokratska stranka lahko zmaga na vseh volitvah in dobimo največ in poslancev v državni zbor in svetnikov na lokalnih nivojih in tudi evropskih poslancev. In hvala vam, ker boste pri tem sodelovali. Gospa evropska poslanka Romana Tomc, tukaj pri vas sem prepričan, da 26. maja ne obstaja noben če. Hvala za vse vaše misli. Anton Medved, Slovenska govorica. Ljubim te, slovenska govorica. Ljubim bolj kot žuboreči vir, bolj kot pesem, ki jo drobna ptica poje v jutranji svečani mir. Ljubim te, slovenska govorica, kadar detetu nabiraš v smeh rožne ustnice, nedolžna lica, kadar vreš iz src prepolnih dveh. Ljubim te, slovenska govorica, kadar te povzdigajo možje, sveta narekujete pravica, neustrašeno za dom srce. Odreveni gibka mi desnica, jezik mi prirasti na nebo, ako te, slovenska govorica, kdaj pred svetom zatajim plašno. Sladka materina govorica, lepa mirno vseh zemskih glasov, mojih misli in čuti glasnica, tvoj obil mi je zadnji blagoslov. Človek v življenju potrebuje cilje. Na poti proti ciljem je pomembno, da ostaneš zvest svojim načelom, da si vztrajen, ne glede na prepreke, ker je volja, je tudi pot. Na letošnjih državno-zborovskih volitvah kandidiram za poslanko. Enako zavzeto, kot sem opravljala svoje zdravniško delo, bom delala tudi kot poslanka. Vaš glas je zame, je glas za boljšo Slovenijo, zagotavlja Alenka Forte. Gospa Alenka Forte, kandidatka za SDS za evropsko poslanko, beseda je vaša. Spoštovani vsi prijatelji, člani stranke SDS in simpatizerji, visoki gostje z Državnega zbora. Jaz lahko vedno znova samo rečem, da sem izredno presenečena in počaščena, da sem na skupni listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke za tokratne evropske volitve. Jaz vedno moram izhajati iz svoje duše. Jaz sem pravzaprav človek iz nekega okolja, zasavskega okolja, sem zdravnik in celo svoje življenje sem posvetila dejansko problematiki
človeka, njegovega socialnega okolja, žal pa v Zasavju tudi hudega ekološkega problema. Tako da pravzaprav sem se začela v politiki izpostavljati v času, ko smo imeli najbolj perečo ekološko situacijo, ko je bilo potreba tudi v našem okolju govoriti o teh temah in nekako tako sem se začela profilirati, torej tudi kot zdravnik v politiki. Jaz vedno rada poudarjam, da sem zdravnik, a ne pa tudi malo politika. Ampak zgleda, da mi je nekdo tam više namenil, da mogoče moram izbrati še kakšno drugo pot. Jaz verjamem v poslanstvo človeka. In mogoče je v mojem življenju na tej stopni, mogoče zame, tudi nekaj, da dosežem še nekaj več. Čeprav sem jaz mislila, da bom čez 2 leti lepo upokojena zdravnica in da bom slikala slike in da bom ponovno začela igrati klavir. Torej, če bom tokrat prepričala zadosti volivcev, pa zgleda, da se bom mogla še kako potruditi. Zakaj? Namreč, kaj je Evropa? Kaj je ideja Evrope? Pravzaprav je ideja Evrope kontinent miru. Evropa je za nanjo je značilno, da je to velika gospodarska skupnost, kjer imamo prosti pretok blaga in storitev. In Slovenija je na tej poti, ki jo je naredila kot članica Evropske unije, vendarle uspešna, čeprav imamo doma pač slabo politiko in ne izkoriščamo tega, kar nam Evropska unija ponuja, kot je rekla gospa Romana. Zelo slabo izkoriščamo tisto, kar bi lahko dobili, torej evropska nepovratna sredstva. So bili obdobja, ko smo bili zelo uspešni. Slovenija je naredila ne nazadnje ogromno na področju tudi ekologije, vodovodov, veliko čistilnih naprav, pospešeno saniramo stavbe zaradi energetske obnove. Torej, jaz vidim tukaj velik plus. Žal pa kot zdravnik ne, žalostjo, prizadetostjo opažam, da pa nekaterih dobrih praks pa mi ne uspemo prenesti iz Evrope k nam. Kar naprej poslušate in grozi nam ta huda stavka družinskih zdravnikov in se vpraša, zakaj pa naši odgovorni ne vidijo tega, kako se stvar da preprosto rešiti. Jaz sem se precej izpostavila tudi za reformo zdravstva v naši stranki kot predsednica odbora in naredili smo velik korak tudi med nami, kaj evropsko zdravstvo je. Treba je spoznati, da je zdravstvo pravzaprav gospodarska kategorija, sloni na nekih ekonomskih temeljih. Kaj pa imamo mi? Socialistično zdravstvo, ker na konci vlada določi cene, ki jih bo na to plačevala. Vsak ekonomist in vsak pravnik se nam smeji. Premalo je pa ljudi, ki o tem govorijo. Ampak v naši stranki smo o tem spregovorili, sprejeli smo odličen reformni predlog in če bi Slovenska demokratska stranka imela mandat oblikovanja vlade, potem bi danes zdravstvo šlo prav gotovo čisto drugo pot in ne bi bilo teh stisk, ki jih imajo danes ljudje, ampak tudi zaposleni v zdravstvu. In ko to gledam in ko se angažiram, kako bi javnosti razložila, kaj pravzaprav zdravstvo je, rabimo seveda samo dobre evropske prakse. Tudi v Evropi ni vse dobro, ampak kako je možno, da ob tem, ko smo povezani z Evropo, pa na enem segmentu ne vidimo, kaj rabi pacient? Dobro uslugo. Torej, cela Evropa sloni na primarnem nivoju na zdravnikih, ki so svobodnjaki. Te zdravniki se potegujejo za paciente s kakovostjo dela. In te zdravniki se potegujejo za pogodbe z nekaterimi zavarovalnicami. Vi greste v Avstrijo, pa piše gor zdravnik splošne medicine, ale kasen. Se pravi, on je dojemljiv in ni nobeno privatno zdravstvo, kar naša levica straši, ampak je urejen sistem, mreža, ki ima seveda svojo ceno, svojo kakovost in kjer velja trg konkurence. In jaz, če bom poslanka v Evropskem parlamentu, bom poskušala, da naredim kar je možno, da se ta širokopasovna cesta urejenega zdravstva odpre tudi v Slovenijo. Je vsaka država suverena za področje zdravstva, to je res, ampak če že na drugih področjih sociale, pokojninskega sistema lahko Evropa pomaga, verjamem, da bi nam tudi tukaj lahko Evropa na široko pomagala preko svojih odborov. Če bom izbrana, bo to moj primarni mandat, da poskušam, da s pomočjo Evrope vendarle slovensko zdravstvo postavimo na, bom rekla, dober evropski nivo. Kar mene kot zdravnika skrbi v tej situaciji, ko smo, ko Evropa opozarja, da se nismo lotili dolgotrajne oskrbe, povem vam, da je imel že minister Bručan v predalu dober zakon, ki bi bil osnova za postavitev
dolgotrajne oskrbe. In kaj šele bo, ko bomo mi se tega lotili. Mi nimamo ne strategije, ne kadra in ne vemo, kako se tega lotiti. Evropa ima rešitve. Torej tudi tukaj lahko evropski poslanec pomaga tukajšnjim odgovornim, da se te dobre prakse čist na drugem nivoju implementirajo in da nehamo poslušati levico in te gospode, ki nas dejansko vodijo v venezuelski sistem. Tako da jaz kot človek, kot zdravnik, ki pravzaprav končujem svojo življenjsko pot, kot profesijo, bi videla izziv, da sem evropska poslanka, kjer se bom prav gotovo zavzevala za zdravstvene zadeve, za to tematiko, za tematiko oskrbe starejših, za dostojno starost, varno starost in za področje ekologije. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da gremo vsi na volitve, vsak glas šteje, ker če bomo mi, ki smo z dušo, a ne desničari, pomagali ohranjati stabilno Evropo, potem imamo perspektivo mi in tudi naši potomci. Če Slovenska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka, združeni v Evropski ljudski stranki, ne bodo naredili tega koraka, da je zmogovita stranka, potem je pravzaprav pod vprašajem tudi enotna Evropa in mir v Evropi. In ko govorimo o miru, jaz mislim, da je mandat Evrope, da varuje naše južne meje. Mandat Evrope je, da poskrbi najprej za svoje državljane, potem pa za ostale. Hvala. Gospa Alenka Forte, najlepša hvala za vaše misli in Evropski parlament vas že čaka. Letošnje volitve v Evropski parlament sovpadajo s 30. obletnico Slovenske demokratske stranke, v kateri se je zbrala večina državnotvorne moči nekdanjega Demosa. SDS ni le najuspešnejša stranka v sodobni slovenski demokraciji, ampak je tudi najtrdnejše zagotovilo, da bo Slovenija šla po poti, ki smo si Slovenke in Slovenci začrtali na plebiscitu za samostojno Slovenijo. Valentin Vodnik, Dramilo. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda kupčija tebe rede. Za uksi prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz roki prejemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokav. Vse do upokojitve je upravljal različne naloge v poveljstvih enot Slovenske vojske. Nazadnje kot načelnik obveščevalno-varnostnega sektorja. Davorin Kopše se lahko pohvali z dobrim poznavanjem slovenske politike. Leta 2018 pa je prejel tudi plaketo SDS za posebne dosežke, saj je pred zadnjimi državno-zborovskimi volitvami kot nečlan SDS sprožil akcijo prostovoljnega zbiranja finančnih sredstev za SDS. V tej njegovi akciji je bilo zbranih več kot 100.000 evrov. Aplauz. Kurling je moštveni šport podoben balinanju, kegljanje na ledu, s to razliko, da ga igramo na ledu s težko nabrušenimi kamni. On je namreč član curling kluba Zalog, kjer igra v ekipi invalidov. Udeležen je bil tudi v slovenski ligi, občasno pa tudi v slovenski reprezentanci. Na oder vabim našega kandidata za evropskega poslanca Davorina Kopšeta. Prosim.
Spoštovani zbrani, spoštovani prijatelji, spoštovani člani in simpatizerji stranke SDS, spoštovani poslanci nacionalnega parlamenta, živjo. Prijateljem se reče živjo, pa tudi zato, da se malo sam sebe sprostim. Zdaj namreč, ko vas gledam, ko zrete s pričakovanjem vame, kaj bom povedal, imam precej treme, ne? Ampak jaz bom ostal tukaj, jaz bom govoril, jaz nočem biti čarec. Ne morem se pohvaliti za uspehi iz aktualnega mandata, kot se je lahko pred mano Romana. Ne morem se pohvaliti z nekimi rezultati v zdravstvu, ker pač nisem zdravnik. Lahko pa povem, da sem v dosedanjem življenju večino časa počel stvari, ki so povezane z varnostjo. Zato je moja tema predvsem varnost, zaščita Slovenije, zaščita Evrope in v svojem mandatu bi se rad ukvarjal s tem področjem. Želim, da se uresniči želja Evropske ljudske stranke in pa prizadevanja, da bi zaščitili zunanje evropske meje, da bi vedeli, kdo prihaja v naše kraje, kdo biva z nami in da bi bili varni. Vključil se bom vse, kjer bo mogoče, v tokove oziroma aktivnosti, ki bodo povezane z preprečevanjem terorizma, kar nas posebej ogroža. To prihaja, seveda, zdaj ne moremo več zanikati, z migracijami, z nezakonitimi migracijami. To so tiste migracije, ki prihajajo čez njive, čez polja, čez gozdove, plavajo čez reke in tako naprej. In ti ljudje ne pridejo na glavna vrata zato, ker ne prihajajo z poštenimi nameni. Ko pridejo čez naše meje, pridejo nelegalno, se pravi nezakonito. Zato že zaradi tega niso dobrodošli. Kar se mene tiče, niti eden. Niti eden. Tukaj bom zdaj izpostavil našega poslanca iz poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, pa naj mi oprosti, Branka Grimsa, ki pravi, da ima vsak nezakoniti migrant pravico, se pravi, ima 3 pravice. Da je aretiran, da je procesiran in da je nagnan iz naše države. V Evropskem parlamentu si predstavljam eno blazno gnečo. Predstavljam si, da je ogromno dela. Predstavljam si, da se je treba povezovati, da je treba iskati zaveznike. Približno tako, kot pač v zasebnem življenju. In tukaj se lahko navežem na prebrano Vodnikovo stvaritev, ki pravi, da imamo Slovenci svoj imamo svoje sposobnosti. Samo zavedati se jih moramo in vse te stvari, vrline uporabiti, znati uporabiti. Kaj nas lahko pri tem zmoti? Najbolj nas lahko pri tem zmoti nagnjenost, človeška nagnjenost, ne bom rekel slovenska, ker to ni res, ampak nasplošno človeška nagnjenost k temu, da je malo len, ne? Se pravi, lenoba je največji sovražnik delu, ne? In
ko reče, da tisti, ki ne želi delati, ker noče delati, torej lenoba prinaša strgan rokav, beraško palico in prazen bokal, bi rekli v našem času, kdor ne dela, naj ne je, ne? Mi želimo delati, mi bomo delali, mi hočemo delati. Jaz bom delal potem v Evropskem parlamentu, ko bom izvoljen. Zato sem prišel sem, da vas malo nagovorim, če bo kdo glasoval zame. Saj boste, ne? Ja, to je rdeča nit, ki kaže, o čem razmišljam, kako nameravam delovati. Še enkrat, hvala lepa, ker sem lahko tukaj, ker ste me poslušali. Vso srečo, imejte se lepo, fino se zabavajte danes, 26. pridite na volitve, pripeljte vse, kar poznate. Pa vsi najbolje za Slovensko demokratsko stranko. To je bil gospod Davorin Kopše, naš kandidat za Evropski parlament. Čaka ga tudi tam prostor. Letošnje evropske volitve so najpomembnejše. Tudi za razcvet pomladi, razcvet pomladnih strani in slovenske zavesti, da želimo varno in sodobno Evropo. Ne, da nas bi bilo strah za življenje in za to, da za naše zanamce začrtamo pot, po kateri bodo samostojno stopali čez nekaj let. Tako Evropo si želimo in le tako Evropo lahko glasujemo. Zdaj pa se začne naše druženje, na katerem bo poleg dobroti Zlate kaplje na zabavo še ansambel Anžeta Šuštarja. Zadnje besede pa seveda iz srca privoščim magistru Tomažu Deželaku, predsedniku občinskega odbora SDS Domžale. Hvala. Še enkrat hvala lepa, ker ste prišli v Domžale. Hvala lepa vsem govorcem pred mano. Glejte, jaz sem želim, da ste izvoljeni, ne? To je to. Zato smo danes prišli sem, pa 26. bomo šli, upam, da vsi na volitve, ne? Zato, da bo pa se to lažje zapomniti, smo vam pripravili nekaj dobrot, ker ljubezen gre tudi skozi želodec. Zato vas vljudno vabim, da si odzunaj postrežete, kar smo vam pripravili za jesti. In pa vse, kar je na mizah, je za vas in prosim, če se lahko postrežete. Še enkrat najlepša hvala.